Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, letošnji teden možganov prihaja h koncu. Pred nami je okrogla miza, s katero bomo zaokrožili letošnje dogajanje. V celem tednu se je zvrstilo veliko predavanj, komentarjev filmov in delavnic. Večina predavanj in komentarjev bo dostopna za kasnejši ogled, do posnetkov pa lahko dostopate prek naše spletne strani www.tedenmozganov.si ali prek YouTube kanala Sinapse. V imenu celotne organizacijske skupine bi se želeli zahvaliti vsem, ki ste nas spremljali čez cel teden. Število gledalcev je tudi letos preseglo vsa naša pričakovanja, še posebej pa smo veseli in hvaležni za vse spodbudne besede in pohvale, ki smo jih prejeli s strani vseh vas. Za pomoč pri organizaciji letošnjega tedna možganov se zahvaljujeva Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ARRS, Federacije evropskih nevroznanstvenih združenj FENS, Fundaciji Dana, sponzorjem Metalka Media, Roš, Adrialab ter donatorjem in organizacijam, ki so omogočili izvedbo tedna možganov 2021. Posebna zahvala gre našemu oblikovalcu Klemnu Trupeju, ki je oblikoval letošnjo grafično podobo in promocijski video, in pa studiu Žetko, s pomočjo katerega smo zgradili novo spletno stran tedna možganov. Še posebej bi se želeli zahvaliti celotni organizacijski skupini tedna možganov, ki je vse leto neutrudno delala, da je pripravila tako bogat program. Naša skupina je letos še večja, saj smo zaradi prenosa dogodka na splet lahko tesneje sodelovali organizacijske skupine iz Ljubljane, Maribora, Kopra in Novega mesta. Zahvaljujeva se vsem predavateljem, komentatorjem filmov in izvajalcem delavnic, ki so si vzeli čas in se odzvali na naše povabilo za sodelovanje. Velika zahvala pa seveda tudi vam, dragi poslušalci, da ste vztrajali z nami čez cel teden. Čeprav se teden možganov zaključuje, bomo še naprej organizirali različne izobraževalne dogodke. Skupaj s študentsko sekcijo Društva za kognitivno znanost bomo organizirali nevroznanstvene seminarje, v sodelovanju z Narodno galerijo dogodke na temo nevroznanosti in umetnosti, v sodelovanju z RTV Slovenija pa dogodke v okviru projekta BR, ki osvetljuje različne poglede na vpliv glasbe in zvoka na človeka. Naj vas povabiva, da nas spremljate na naših družbenih omrežjih Facebook, LinkedIn in Twitter ter na naši spletni strani www.tedenmozganov.si. Spletna stran ima tudi razdelek Aktualno, v katerem bomo objavljali krajše poljudnoznanstvene prispevke, ki se navezujejo na letošnjo temo tedna možganov, ter kratke intervjuje z našimi letošnjimi predavatelji. Tu boste lahko našli tudi poučne vsebine, kakor sta videoposnetek o tem, kaj se dogaja v možganih med pogovorom, in družabna igra Možganski dvoboj, ki je primerna tako za mladostnike kot odrasle. Če pa ste slučajno učitelj, ki želi svojim učencem predstaviti, kaj so nevroni in kako delujejo, lahko v tem razdelku najdete navodila za delavnico s prav to tematiko. Vabiva vas, da spremljate tudi spletno stran www.zdravaglava.si, ki je nastala pod okriljem Sinapse in kjer najdete različne vsebine o tem, kako skrbeti za zdravje možganov. Če vas zanima več o društvu Sinapsa, lahko obiščete spletno stran www.sinapsa.org. Za vse nevroznanstvene navdušence je na voljo tudi spletna revija iz Sinapsa. Septembra 2021 pa ste lepo vabljeni, da se udeležite Sinapsine nevroznanstvene konference. Naj ob tej priložnosti še omeniva, da je danes svetovni dan spanja. Letošnji moto tega dneva je urejeno spanje za zdravo prihodnost. Več o pomembnosti zadostnega in kvalitetnega spanja za zdravje lahko preberete v izjavi na spletni strani NIJZ, pri kateri so sodelovali tudi člani Sinapse in člani skupine spletišča Zdrava glava. Mnoge aktivnosti v Sinapsi temelji na prostovoljni želji članov po širjenju znanja o nevroznanosti, da s pomočjo in podporo javnosti lahko organiziramo tako obsežne in odmevne dogodke, kot je teden možganov. Kako nas lahko podprete, si lahko preberete na naši spletni strani in za vso podporo smo vam res iskreno hvaležni. Upava, da ste v programu uživali, da ste v celotnem tednu izvedeli kaj, kar vam je odprlo nov pogled in razumevanje na vaše odnose s sabo, z drugimi in družbo.
Lepo vas pozdravljava in upava, da se spet vidimo naslednje leto. Tokrat res srčno upamo, da v živo. Sedaj pa besedo predajava Eriki Škrl, ki bo moderirala današnjo okroglo mizo. Najlepša hvala, Kristi in Nasti, za ta krasen zaključek letošnjega tedna možganov. Zdaj vas pa jaz lepo pozdravljam še na zadnjem dogodku tega tedna možganov, in sicer na naši okrogli mizi osebno, medosebno, osamljeno. Režim postavljanja vprašanj bo enak, kot je bil na vseh dogodkih do zdaj, in sicer prek platforme Sleepy.do. Tam lahko vpišete svoje vprašanje oziroma glasujete za vprašanja, ki so jih postavili drugi gledalci. In na koncu okrogle mize imamo precej časa, da bomo naslovili ta vaša vprašanja, tako da se jih ne bati postavljati. Link do Sleepy.do se, če nas gledate na YouTubu, nahaja v opisu pod videom, če nas gledate na spletni strani pa nad videom. Zdaj pa jaz pozdravljam tukaj tudi naše današnje goste. Naša prva gostja je dr. Nina Petek, filozofinja. Na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani poučuje predmete z področja azijskih filozofsko-religijskih tradicij. V svojem raziskovalnem delu pa se trenutno posveča tradiciji budističnih puščavnikov v predelu indijske Himalaje ter različnim doktrinam o zavesti in sanjah v hindujskih in budističnih filozofskih šolah. Naša naslednja gostja je dr. Marjeta Mencin, ki je socialna psihologinja. Raziskovalno deluje v okviru Centra za socialno psihologijo na Inštitutu za družbene vede naše fakultete za družbene vede v Ljubljani, tam pa tudi poučuje. Njen osrednji raziskovalni interes je konstrukcija stigmatiziranih identitet in reprodukcija oblastnih razmerij. Naš zadnji gost je profesor dr. Urban Kordaš, ki je fizik in filozof kognitivnih znanosti. Njegovo raziskovalno področje zaobsega empirično fenomenologijo in interdisciplinarno raziskovanje človeškega doživljanja. Je tudi predstojnik Centra za kognitivno znanost na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in Laboratorija za empirično fenomenologijo. Lepo pozdravljeni na današnji okrogli mizi. Za tiste, ki se nam mogoče pridružujete, brez da bi si vnaprej posebej prebrali program, je naša osrednja tema danes osamljenost. To je tematika, ki bi lahko rekli, da smo jo zbrali skoraj z malo pogledom v prihodnost, ker je bila seveda zbrana lani, preden se je zgodila celotna trenutna svetovna situacija. Vendar pa nismo želeli, da bi se naša okrogla miza vrtela samo okoli teh izkušenj izolacije in osamljenosti, ki smo jih verjetno vsi vsaj do neke mere doživeli letos. Tako da se bomo mogoče malo vprašanja COVID-19 dotaknili. Sicer se bomo pa bolj osredotočali na neka splošna vprašanja tega, kaj je osamljenost, kako jo različno doživlja vsak posameznik, pa tudi različne kulture, kaj so neke mogoče kulturne prakse, ki se navezujejo na osamljenost in samoto, in kakšna je problematika osamljenosti v moderni družbi. Zdaj pa mislim, da sem dovolj govorila jaz, tako da vabim zdaj moje goste k govoru. In sicer bi vas najprej pozvala mogoče, da malo razložite o tem, kako se znotraj vašega področja pravzaprav srečujete z osamljenostjo, kako jo konceptualizirate, s čim se nekako povezuje. Pa bi najprej dala besedo Nini. Tako, najprej lepo pozdravljeni, lepo pozdravljena, hvala lepa za povabilo, sem izjemno vesela, da lahko ta večer preživim z vami. Torej, v svojem raziskovalnem delu, kot je Erika že nakazala, se v okviru oddelka za filozofijo in Inštituta za študije meništva in kontemplativne znanosti ukvarjam predvsem z različnimi vidiki samote v indijskih in tibetanskih filozofsko-religijskih tradicijah, pri čemer pa se ukvarjam predvsem s samoto kot načinom bivanja, ki v različnih meniških, asketskih, puščavniških tradicijah privzema svojske unikatne izraze. Tako da slednje nekako preučujem na osnovi analize zgodovine filozofskih konceptov in religijskih tokov, ki so vzniknili v različnih časovnih obdobjih in so nekako pogojeni tudi z nekim širšim družbeno-kulturnim kontekstom.
Tako da lahko bi dejala, da nekako celoten hinduizem in budizem sta že od svojih začetkov prežeta z neko napetostjo med dvema idealoma, in sicer udeleženostjo v družbenem in bivanjem v samoti. Slednje pa je tudi tesno povezano z dvema plastema človekove eksistence, kar je često izpostavljeno tako v hinduizmu kot budizmu. Torej človek kot družbeno in človek kot duhovno bitje, ki kot slednji, torej človek kot duhovno bitje, stremi nekako za doseganjem nekih višjih duhovnih. Tako da to nekako raziskujemo zgodovinsko-filozofsko, recimo v vedskem obdobju, v najzgodnejšem obdobju indijske kulture, to je bilo med letoma 1500 in 900, nekako je bil imperativ delovati, ohranjati, vzdrževati, kar je bilo vpeto v neko strukturo točno določenih odnosov in dolžnosti, tako da človek je bil odgovoren predvsem za ohranjanje reda na ravni mikro- in makrokozmosa, in sicer prek svojega lastnega aktivnega delovanja v družbi. Ampak okoli leta 900 pred našim štetjem se pa zgodi en izjemno pomemben premik. Takrat se nekako pojavi nek preurednoten način bivanja, torej nek nov ideal bivanja, ki lahko vodi do uresničenja vrhovnih duhovnih ciljev, katerih pa ni bilo mogoče uresničiti v kontekstu družbenega. In takrat, torej v obdobju poznih vedskih spisov Upanišadov, se pravzaprav prvič v zgodovini Indije pojavi lik asketa, ki se je popolnoma umaknil iz območja družbe z zanimanjem za metafiziko, torej z nekimi soteriološkimi prizadevanji, z nekimi načini doseganja osvoboditve iz krogotoka ponovnih rojstev in smrti. Tako da upanišadski asket se je torej umaknil iz družbe za voljo negovanja nekih drugih idealov. In ta ideal je potem pozneje vplival tudi na tako imenovana šramanska gibanja, gibanja potujočih asketov, ki so se začela oblikovati okoli 500 pred našim štetjem, v nekem radikalnejšem ohranjanju samote. Bivanje v samoti je ključen predpogoj za uresničevanje teh duhovnih ciljev, ampak potem se zopet pojavi, nekako skladno s temi pojavi, neka sprememba okoli 400 pred našim štetjem, nova filozofija, zopet nek nov način bivanja, ki ga recimo napoveduje tako imenovano epsko obdobje, ki je nekako bilo posredovalo nek spremenjen ideal tudi na osnovi oziroma pod vplivom budizma, recimo filozofska pesnitev Bhagavad Gita, uresničevati brez neke hkratne vključenosti v vse segmente družbenega dogajanja. Ki se je sicer nekako na začetku pridružil tem džainističnim asketom in negoval ta skrajni ideal samote, ampak potem se je nekako preusmeril na tako imenovano srednjo pot. In je pravzaprav to fizično samoto opredelil kot tisto, ki ni nujno predpogoj za doseganje nekih višjih duhovnih ciljev, ampak je bolj izpostavil tako imenovano mentalno samoto. Mentalna samota je povezana na neke tehnike meditacije in pravzaprav vodi do samote v smislu neprilaščanja objektov pojavnega sveta, torej brez poskusa zadržanja objektov, tako misli, konceptov, struktur, idej. Skratka, gre za neko stanje nenavezanosti na svet. Tako da nekako splošno rečeno bi lahko samoto v tem obdobju opredelili kot neko unijo treh izrazov, torej fizična samota, samotno življenje daleč od skupnosti, potem mentalna samota, ki se nanaša na opustitev misli, želja, nenavezanost, in hkrati kot neka absolutna poslednja samota, ki pa se nanaša na ta vrhovni soteriološki cilj, ki pa je osvoboditev. Ampak s čimer se pa sedaj najbolj intenzivno ukvarjam, je pa tradicija puščavništva. Kako se recimo znotraj samega budizma kažejo, znotraj same puščavniške tradicije, kako se kažejo ti izrazi samote. Skratka, ne gre za neko homogeno tradicijo, ampak gre bistveno za nek zbir najrazličnejših izrazov in tudi najrazličnejše interakcije, tudi stikov z družbenim. Torej, tudi puščavniki niso povsem izolirani, ampak ohranjajo to vez, torej tudi z nekim širšim družbenim kontekstom, in tako se ta pravzaprav ambivalenca med tema dvema idealoma bivanja ohranja tudi v teh pravzaprav najbolj odmaknjenih tradicijah. Okay, najlepša hvala. Mogoče bi zdaj povabila tebe, Urban, da poveš z tega nekega fenomenološkega vidika raziskovanja doživljanja, kaj o osamljenosti, pa tudi zdaj je Nina na primer veliko govorila o samoti. Bi lahko mogoče malo tudi definiral tole razliko med osamljenostjo in samoto? Ja, tole je bilo zdaj tako dobro predavanje, da moram še malo sprocesirati. Še iz moje strani za vabilo, tudi hvala za zanimanje za moje drugače na nek način neortodoksno, ozko področje raziskovanja, torej raziskovanje doživljanja, ali pa mi temu včasih rečemo prvo osebno raziskovanje ali pa empirična fenomenologija.
Torej nekaj, kar je bilo dolgo časa zelo po strani, ali pa še vedno je zelo po strani gledano iz vidika naravoslovno orientirane znanosti. Se pravičujem, ker muca mi hodi po nogah tlele. Zdaj pa se nekako vrača in sem zelo vesel, že večkrat sem bil na tednu možganov gost, ampak prvič lahko govorim o tem, na kar se res poznam, ali pa kar me v zadnjih 15 letih res zanima. Ni neupravičeno, zakaj je bilo raziskovanje doživljanja izgnano iz empirične znanosti. Par 10 let ali pa 40-50 let nazaj so zelo jasno psihologi pokazali, da naredimo tako, kot naredimo, zakaj si nekaj mislimo, zakaj nekaj doživljamo na tak način. To sta Nisbet in Wilson v svojem slavnem članku v 70-ih opisala, kar je nekako pomenilo za psihologijo, da zdaj pa mi lahko raziskovanje doživljanja pozabimo, ker ta subjektivni aspekt človeka ne more kaj dosti pridati k našemu celotnemu razumevanju duševnosti. In potem je trajalo kakšnih 20-25 let, da je postalo jasno, da to je seveda res, da naš pogled v razloge je zelo omejen, zakaj počnemo stvari in doživljamo stvari kot jih, ampak da naš pogled v to, kako se kaže zavest od znotraj, kako se kaže duševnost od znotraj, je pa popoln. In sam treba je zelo jasno ločiti. Torej, mi ne vemo, kaj dosti fenomenologi empirični o tem, zakaj smo se odločili za nekaj, kaj je ta vzročna povezava, ampak smo pa edini, ki znamo opisati doživljajske pokrajine ljudi, skozi katere nas nosi v življenju. No, kar se tiče pa teme naše okrogle mize, zdaj najprej bi preden mogoče grem v neki lastnosti in to razlikovanje, po katerem si vprašala Erika med osamljenosti pa samoto, ki se mi zdi zelo pomembno in zelo zanimivo, bi sam rekel, bi se mogoče malo na Nino navezal, da od tega, da sem jaz začel kot popoln naravoslovec in sem zdaj na nek, čeprav jaz tega ne čutim tako, ampak tako daleč gledano bi rekel, da sem zdaj natančno nasprotnem delu spektra in moje najbolj zanimivo raziskovalno početje je skupina, ki se ukvarja z meditacijskim raziskovanjem zavesti. To pomeni, da smo mi, člani te skupine, smo raziskovalci in orodje, smo subjekti in raziskovalci. Torej, ko rečem meditacijsko, mislim to bolj sicer v Descartovem smislu, mi poskušamo uriti se, da bi razumeli, da bi lahko bolj senzibilno opazovali svojo zavest. In tukaj se na nek način srečujem s praksami, o katerih je zdaj pravkar Nina tako lepo in tako veliko povedala. Čeprav mi poskušamo biti agnostični, jih tudi študiramo, ampak agnostični do tega, kar so že mojstri meditacije pred tisočimi let povedali, ampak poskušamo res biti zelo naivni, tudi naši članki so potem velikrat obtoženi, da smo zelo slabi meditatorji, ampak mi za nalašč smo tako. Poskušamo res gledati to, kar se nam zdi, da bi bilo možno za enega kognitivnega znanstvenika, ki ga to zanima, videti o zavesti. In to je ena stvar, kjer na nek način samoto uporabljamo kot modus raziskovalni. Zdaj pa, če grem pa na mogoče doživljanje samote in osamljenosti, zdaj zanimivo, jaz sem šel, ko ste me povabili na to okroglo mizo, sem si šel malo pogledati, zdaj imamo približno kakih 1000 intervjujev že, pa imamo eno lepo zbirko člankov, ki obstajajo z področja doživljanja, torej neki podatkov je, čeprav nič od tega, kar bom povedal, ne jemati, prosim, za dokončno resnico fenomenološko, ker tega še ni. In sem ugotovil, da iz naših raziskav je največ o samoti in osamljenosti podatkov pri študiji parov. Torej, pred leti smo delali eno zelo zanimivo, vsaj meni zanimivo študijo parov, kjer smo dva partnerja opremili z napravicami, ki so v istem trenutku zapiskale in potem sta morala ona dva vsak za sebe neodvisno poročati o tem, kaj sta doživljala v istem trenutku. In zelo zanimivo, koliko enih trenutkov osamljenosti na koliko trenutkov osamljenosti smo naleteli v trenutkih komuniciranja, torej, kjer sta bila oba dva fizično in komunikacijsko skupaj. To me je zelo presenetilo in tudi
mojo raziskovalno skupino, da ravno tukaj jaz najdem podatke o tem, drugače pa drug vir podatkov je pa Matthew Radcliffe, to je pa en fenomenolog iz Anglije, ki je pa napisal knjigo Feelings of Being, kjer on govori o eni vrsti ozadnih občutkov, ki jim on reče existential feelings, torej eksistencialni ali pa bivanski občutki, med katere tudi gre osamljenost. Ne? Torej, osamljenost je občutek, ki je vrsta doživljanja, ki je vse prežemajoča in rečemo bivanska. Torej, nekaj nam sporoča, ves čas nas spominja me spominja na nekaj o moji bivanski situaciji. To je, recimo, mogoče skupna značilnost tega spektra občutkov osamljenosti, ki je pa zelo širok spekter. Zelo širok, ta beseda zajema tako ogromen spekter, da ga zdaj ne morem celega pokriti, ampak bom povedal samo dve mogoče skrajni varianti. Mislim pa, da bo Nina še kasneje govorila o teh res negativnih, temačnih verzijah osamljenosti. Na eni strani je to občutek, ki je podoben nekemu nemiru ali pa včasih celo dolgočasju. Neko beganje, recimo jaz sem si tlele malo izpisal nekaj poročil naših soraziskovalcev, poskušal sem tipati, zdaj tukaj spole in vse menjam, ni točno tako, kot je bilo, poskušal sem tipati okrog sebe, kjerkoli tipaš ni nikogar, ki bi ga lahko zatipal. Začelo se je iz nemira, hotel sem neko pozornost, nekaj podeliti, dobiti sem hotel odziv. Torej, to je ena taka, rečemo, klasična vrsta poročil o osamljenosti. Zanimivo je, da ta primer se je potem nadaljeval, da se je potem srečal s prijateljem, ki ga pa je še bolj nezadovoljnega naredil iz tega vidika, ker mu ni hotel potrditi tega nekega občutka, ki je iskal zapolnitev. No, ampak na drugem spektru osamljenosti so pa veliko bolj temne stvari, veliko bolj eksistenčne, kar nam da misliti, da je to povezano, ta težnja po družbi, ki je nasprotna, ki je pač, ko ni zadovoljena, je rečemo osamljenost, da je povezana z enimi zelo pomembnimi in globokimi procesi tvorbe sebe, torej nekega stalnega, mi rečemo, udejanjanja sebe ali pa selfa ali pa sebstva. To je nek indic, lahko še kasneje malo več o tem povem, ampak mislim, da sem že jaz, prej se mi je zdelo, da ni na dolgo govorila, zdaj pa vidim, da bom jo prekašal v tem. Mogoče bi sam še rekel nekaj o samoti, medtem ko je osamljenost skoraj vedno ima negativno valenco, je nekaj neprijetnega, nekaj, kar včasih se sicer ljudje sprostijo v to osamljenost, ampak večinoma je to en nemir, ki poskuša zadovoljitev iskati ali pa jo dobiti. Medtem ko pa samota je pa spet ogromen spekter, občutek, samota po eni strani je lahko samo opis stanja. Jaz sem zdaj sam, razen da imam eno muco zraven sebe, sem sam v hiši. Ampak kot doživljajsko, samota je spet širok, ampak tukaj pa je pa tako širok, da obe valenci zajema. Torej, na eni strani imamo lahko, da je to neka eksistenčna, velikrat je to zelo eksistenčna ugotovitev moje pozicije v vesolju. Včasih je to samo ugotovitev, zdaj sem sam. Nekje vmes med tema je pa, recimo, imeli smo en primer smrti partnerja, ko je bil konec pogreba, je rekel, zdaj sem pa sam. Je neko to uvid v samoto se zgodil, ki ni imel valence. To ni bilo nekaj tragično je bilo vse skupaj, ampak ta sam uvid ni bil uvid neke negativnosti, ampak neko zelo globoko spoznanje. Torej, samota gre bolj med spoznanja, medtem ko pa osamljenost so pa eni vse prisotni eksistenčni občutki. So pa, in zdaj pa se bom vrnil in končal tukaj, spet k samotarjem po izbiri, je pa lahko samota ekstremno pozitiven občutek. Je od ta preprostega občutka, končno sem sam, do enega končno velikega potenciala, da jaz razvijem, da začnem pasti svojo zavest in da en je recimo rekel,
Samo da najdem, končno se je končalo stalno drezanje pričakovanj drugih, ne, ki ga je čutil kot ene lovke, ki so stalno ga napadale in zdaj pa tega ni in zdaj se lahko horizonti odprejo. Tako, s tem bom končal. Imam še ogromno, ampak se upravičujem za to dolgo ekspozicijo. Odličen povod, tudi da damo v bistvu besedo zdaj še vam, Marjeta, glede teh mogoče pričakovanja drugih, ki jih je omenil Urban, pa tudi mogoče družbena pričakovanja. Me zanima od vas mogoče nekako, kako se osamljenost prepleta z neko našo moderno zahodno družbo in konceptom neoliberalizma, če bi lahko kaj o tem povedali. Ja, vidim, ja. Skratka, tudi jaz se najlepše zahvaljujem za povabilo in sem zelo vesela, da sem se znašla v taki družbi. Moram pa najprej povedati, da se pravzaprav sama še verjetno najbolj posredno oziroma najmanj neposredno ukvarjam z vprašanji samote in osamljenosti v tej naši skupini, ne. Mogoče sem, da malo pojasnim, ne. Posredno na ta način, pravzaprav preko družbenih procesov, v katerih postanemo ljudje, ne. Recimo izhajamo iz tega, da Simone de Beauvoir pravi, ženska se ne rodi, ženska postane, isto lahko rečemo za človeka, človek se ne rodi, človek postane, ne. In skratka, ker brez drugih ne moramo biti človek, tudi pravzaprav nikoli nismo prav zares sami, bi lahko rekli. V tem najbolj abstraktnem pomenu besede nismo nikoli zares sami. Tudi ko nismo sami, ne govorim zdaj o osamljenosti, ampak ne, o samosti. Tudi ko nismo v neposrednem, recimo realnem ali pa virtualnem stiku, so drugi pravzaprav abstraktno vselej tukaj. Mogoče še najbolj abstraktno kot nek neviden nadzornik, recimo. Ali pa to, ne, nekdo, ki nekaj pričakuje od nas. Pričakovanja drugih nas spremljajo tudi, ko niso drugi prisotni, ne. Tako da, in temu se pravzaprav zelo težko izognemo in zato so verjetno, ne, tudi te prilagojene prakse iz vzhodnih filozofij tako zelo zanimive za naš prostor, ne, tako v smislu terapevtskih, o tem bomo pol govorili verjetno pozneje, a ne. Mogoče, če citiram, tako da bo mogoče bolj jasno, ne, zakaj, iz česa izhajam, Georgea Herberta Meada, filozof ki je delal tako v 20. letih 20. stoletja v Združenih državah Amerike, je pa se navduševal nad Williamom Wundtom, ne, psihologom, filozofom, ne vem, kaj vse bil, oziroma kaj ni bil, ne, ki je sicer res v zgodovini psihologije najpogosteje omenjen kot ustanovitelj prvega psihološkega laboratorija in so se pri njem učili tako strogi behavioristi, ne, ekstremni behavioristi, kot recimo George Herbert Mead, ki se ima za behaviorista, ampak ni bil behaviorist v smislu Watsona, recimo, ne. Namreč George Herbert Mead je v nasprotju s klasičnim behaviorizmom trdil, da človekovega ravnanja ne moremo razumeti, če ne razumemo njegovih čustev, njegovih motivov, njegovih pričakovanj, skratka, ne, brez tega pač ne proučujemo človeka, na nek način bi lahko rekli, no. In on je rekel, ne, med mojim sebstvom in sebstvom drugih ni ostre meje, ker pač moje sebstvo obstaja samo v odnosih z drugimi sebstvi. Drugi nenehno vstopajo v naše izkustvo samih sebe, kot konkretni ali pa kot posplošeni drugi. In tudi Freud, ne, je
uvodu k svoji analizi množične psihologije in analize jaza zapisal, da v duševnem življenju posameznika pride drugi vedno v upoštev kot zgled, kot objekt, pomočnik ali nasprotnik. In zato pravi, da je pravzaprav vsaka psihologija že socialna psihologija. Zdaj, ja, na nek način nismo nikdar sami, ampak to ne pomeni, da nismo osamljeni, da nas to obvaruje pred osamljenostjo. V bistvu, če osamljenost bom jaz definirala kot to boleče občutje samosti, boleče občutje nevezanosti, se mislim, da smo blizu nekje, so te naše definicije, ki vključuje pravzaprav tudi neko nezaupanje in veliko mero negotovosti. In pravzaprav še več, če nekako izhajamo iz psihoanalize, in meni je prav presenetljivo, kako sem na enih mestih, kjer je Urban govoril o tem svojem pristopu, videla prostor za psihoanalitske refleksije, ampak dobro, jaz nisem psihoanalitičarka, se v to ne bom spuščala. Skratka, ampak kljub temu se bom navezala v eni točki na psihoanalizo, namreč psihoanaliza kaže na to, da zelo dobro pojasni, da smo ljudje vendarle na nek način obsojeni na neko mero negotovosti, zaradi tega, ker pač nikoli ne moramo biti gotovi v drugega, tudi v sebe, ampak tudi v drugega. Pravzaprav je vedno obstaja neka nevarnost, neka tesnoba pred izgubo teh, ki so nam blizu. In tukaj tudi, mislim, tle sem videla neko možnost za navezavo na to, o čemer je Urban govoril, zakaj kako pogosto se pojavlja to, kar zaznavate kot osamljenost, kot fenomenologijo osamljenosti. Pravzaprav ja, na nek način, ja, smo tisti, ki moramo na koncu povleči kakorkoli, neke odločitve, če najbolj banalno rečem. Skratka, zaradi tega, zaradi te pač ja, odvisnosti od drugih in hkrati negotovosti glede potreb, želja in tako naprej drugih, negotovosti glede tega, a bom uspela zadovoljiti želje teh bližnjih, se najbrž vsak človek sooči v življenju kdaj z občutkom osamljenosti, te boleče samosti. Tako da, ampak to, kar mene predvsem zanima, so pa družbene in politične okoliščine, ki povečujejo našo tesnobo, našo negotovost, lahko rečemo našo osamljenost, in zanima me seveda tudi zlorabe teh stisk. Zdaj, ne vem, da ne bomo vsega časa porabili za te začetne. Jaz lahko v zvezi z neoliberalizmom rečem, v tem trenutku recimo, oziroma v zvezi s časom, v katerem živimo, lahko rečem pravzaprav to, da je ena ključna poteza tega družbenega reda, v katerem živimo, to, da so pravzaprav namesto družbenih vezi stopa tekmovalnost in konkurenčnost. Pravzaprav se predstavlja, kot da je tekmovalnost in konkurenčnost, kot da sta sami vez. Ampak če sledimo tem načelom, ki niso samo načela, zaradi tega, ker jih dejansko ta načela realizirajo politike, ki nas silijo v to, da pravzaprav
gremo preko drugih, zato da dosežemo neke cilje, ki sploh ni treba, da so kakšni visokoleteči cilji. Včasih bi lahko rekli, da gre za golo preživetje pravzaprav. Za golo preživetje pravzaprav smo prisiljeni tekmovati z podobnimi ljudmi, zato da bomo pač dosegli neke dobrine, recimo, ali pa družbeni uspeh, pa ne, mislim. In to pomeni, da nam je, tako, kot smo prej rekli, da nam je v taki situaciji pravzaprav drugi ali nekaj, kar instrumentaliziramo, uporabimo za to, da hitreje in na lažji način pridemo do cilja, ali pa pravzaprav nekdo, ki ga moramo premagati. Moramo narediti vse za to, da bomo pred njim. Že pred desetletji je Makobi, verjetno ste slišali zanj, on je se zelo ukvarjal z odnosi v podjetjih, skratka, je pravzaprav rekel, da biti uspešen pomeni biti pred drugimi. In če je to merilo uspeha in če je to cilj, pa tle seveda je razumljivo, da vsa ta omreženost socialna pravzaprav ne vodi v varnost, ampak ravno nasprotno. Ta prenatrpanost z nenehnim ocenjevanjem, primerjanjem, ki nas dela pravzaprav še bolj ranljive, in tudi osamljene. V takih razmerah je težko pravzaprav težko že verjeti, da lahko ustvarimo neko varno socialno bližino oziroma intimnost. Toliko. Hvala. Tudi jaz sem dolga, pa nisem mislila. Najlepša hvala. Pa bi pa jaz mogoče tebe, Nina, povabila, če lahko mogoče malo bolj elaboriraš neke medkulturne razlike mogoče v tej percepciji, se nekaj si o tem že povedala, predvsem mogoče iz nekega zgodovinsko-preglednega aspekta, ampak tako nekako, kaj bi bile te glavne razlike, ki se pojavljajo med, na primer, nekimi vzhodnimi azijskimi kulturami, pa ne vem, neko našo neravno enotno zahodno kulturo v dojemanju samote in osamljenosti. Ja, tako, mogoče, kot je že prej Marjeta poudarila, to navdihovanje recimo nad Zahoda nad Vzhodom, to je nekako pravzaprav nek pojav, ki ima že zelo dolgo zgodovino, ki nikakor ni proces zadnjih nekaj desetletij, ampak lahko bi nekako rekla, da korenini že tako imenovanih nekih intelektualne zgodovine Zahoda v Aziji. Tako tu se recimo, torej to prisvajanje, torej neko prilaščanje Zahoda oziroma Vzhoda se strani Zahoda se je recimo začelo že s prvimi prevodi sanskrtskih del v angleščino. Tako da kot eno tako prelomno leto recimo velja leto 1785, takrat, ko je bila Bhagavad Gita prevedena v angleščino. In nekako to obdobje je bilo takrat v Evropi zaznamovano s številnimi usodnimi dramatičnimi spremembami, torej neko burno politično dogajanje, skratka, v katerem recimo lahko omenim francosko revolucijo, potem procese neustavljive nagle urbanizacije, industrializacije v večjih evropskih državah, tako da takrat Bhagavad Gita ter seveda druga dela, ki so nekako pač promovirala oziroma izkazovala nek nov način bivanja, so bila nekako v tem vihravem času, so imela neko posebno vlogo, torej prevzemali so pač funkcijo nekakšne romantične oaze sredi tega nebrzdanega, neusmiljenega toka sveta in nekako ta dela so takrat na Zahodu predstavljala nek obrat k kultivaciji čustev duhovnega, k intuiciji, torej k neki mentalni kontemplaciji in imaginaciji. In nekako takrat se je začel izoblikovati oziroma se je začel nekako snovati tako imenovan romantični mit o Indiji, o Vzhodu, ki je bil tudi hkrati po drugi strani pa tudi začetek razvoja znanosti, torej recimo indologije, miti so tako nekako postali oplemeniteni z logosom. Tako da lahko recimo v tem procesu bi lahko opazovali tak nek prehod od te romantične indomanije k znanstveni disciplini.
Tako da pravzaprav te težnje Evropejcev po tej vzhodni modrosti so se začela snovati intenzivneje že takrat, torej v tem prelomnem letu, ki sem ga omenila, torej neko prilaščanje za voljo nekega občutka razsrediščenosti Zahoda, torej nekega iskanja izgubljenega zaklada, ki pa je lahko nadomeščen samo onkraj, tam zunaj, na nekem eksotičnem območju. In tukaj velikokrat recimo pa pozabljamo, da so se tudi recimo v evropskih tradicijah, v sami evropski filozofiji, v različnih kontemplativnih tradicijah, ki jih recimo tudi preučujemo v okviru našega inštituta, so se snovala podobna prizadevanja. Ampak takrat se je pravzaprav nekako pač na osnovi tega primanjkljaja zaradi teh naglih družbenih sprememb se je pojavil torej mit o tej eksotiki tam onkraj, tistega, kar smo nekako v Evropi potem izgubili, in ta obsesivna potreba po nečem novem, davno izgubljenem je recimo predstavljala prav Indija, torej nek dialog s prvinskim, in je bila pač nek nadomestek za to naše zahodno razočaranje. Tako da pravzaprav tudi sama kolonizacija ni bila nikoli preprosto pač samo vsiljevanje nekih zahodnih vrednot, ampak tudi asimilacija, torej tega drugega orientalnega, eksotičnega v sam Zahod, torej v samo zahodno misel. Tako da tukaj sem želela samo nekako nakazati na ta proces oziroma neki dve vzporedni tradiciji, ki sta nekako skozi dolga stoletja gojili sorodna prizadevanja, ampak nekako potem je Zahod skrenil z te svoje lastne poti in potem neko svojo nesrčiko, torej pač nek svoj temelj iskal nekje drugje. Tako da zanimanje za Indijo seveda se je nekako začelo tudi s tem britanskim kolonializmom, torej v času britanskega imperija, in še en kup teh zgodovinskih dogodkov obstaja, mogoče omenim samo prelomno, torej recimo še leta 1893, ko je bila skupščina religij v Chicagu, takrat je Swami Vivekananda nekako predstavil indijsko misel na tak način, da je navdušil pravzaprav celoten Zahod in odprl vrata številnim gurujem. In seveda potem ta tako imenovana antikonformistična gibanja, torej neke kontrakulture, ki se začnejo recimo z Lebensreform, torej reforma življenja, ki so jo oznanjali dečki narave iz Nemčije, torej neka ideja vračanja k poganstvu, naravi, torej goloti, naravnim načinom bivanja v 30-ih, potem seveda dobro poznani bitniki, ki so se nekako začeli družiti oziroma oblikovati v okviru univerze v Kolumbiji. Prav tako torej nek upor družbi obilja, cinizmu, torej neko antikonformistično gibanje, vzpostavljanje nekih alternativnih vrednot obstoječim, eksperiment z utopičnimi načini bivanja, vse to pa je nekako narekovala ta fascinacija nad vzhodom, ki seveda potem recimo postane izjemno močna tudi v hipijevskem gibanju v 60-ih letih. Tako to je recimo neka ta ideja tega prilaščanja Zahoda, vzpostavljanja ne več vrednosti vzhoda, ampak pravzaprav prisvajanja nečesa, kar bi zapolnilo ta manko, ki je recimo pač nastal v zahodni kulturi, ampak še vedno se pa recimo ohranja ta moment te zahodne dominance. Urban, ti si v bistvu že v svojem tem nekako uvodnem prispevku tudi govoril o tem, da nekako uporabljate meditacijo kot orodje za neko raziskovanje in v bistvu me tudi zanima iz tega vidika neke asimilacije vzhodnih praks. A se ti zdi, da v bistvu te neke, kot je na primer čuječnost, je zelo, zelo popularna postala zdaj v tako terapevtskih praksah kot na splošno, potem meditacija, vse te neke začetno vzhodne prakse, ki si jih je v bistvu zdaj Zahod nekako poskušal prilastiti. A se ti zdi, da ohranijo svojo osnovno funkcijo, ki so jo opravljale prej, ali se v bistvu povsem preobražene za naše lastne namene? Ja, prvič, mi se, pač to je en od naših raziskovalnih projektov, ki je meni najbolj drag, ampak ni edini. Ampak mi uporabljamo meditacijo v pomenu vztrajnega, sistematičnega zretja v svojo zavest, mi temu rečemo refleksija, kot raziskovalno orodje, tako kot
nevrologi uporabljajo za orodje fMRI, ali pa, vse mi tudi včasih to še v fMRI-ju probamo početi, ampak tako mi uporabljamo lastno zavest za raziskovanje lastne zavesti. Torej, in to je treba malo ločiti od raziskovanja tega, kaj pač zdaj recimo v zahodnem svetu ali pa nasploh, kaj je smisel teh recimo mindfulness, čuječnostnih meditacij ali pa bolj jogijskih in tako naprej. Zdaj, mogoče en od naših motivov, da to počnemo, glavni je res to, da bi našli da bi izurili, da bi vzpostavili novo orodje za raziskovanje zavesti. Ampak en od njih je pa tudi to, kar je mene zelo zanimalo, ta etnografija meditiranja. Torej, kaj se zgodi, kaj res ljudje počnejo, ko meditirajo. Zato smo en članek objavili etnografija meditacije, kjer smo preprosto hoteli videti, ker navadno, ko ti poslušaš poročila meditatorjev o tem, kaj doživljajo med meditacijo, se osredotočijo na tisto, kar mislijo, da se pričakuje od njih, torej na meditacijske izkušnje. Mi smo ugotovili, da velika večina izkušenj ni meditacijskih, da so zelo zanimive ruminacije o preteklem dnevu ali pa razmišljanja o drugih meditatorjih okrog njih ali pa 1000 enih aspektov doživljanja, ki nima zveze z čuječnostjo. In mi pač nam ni cilj toliko neka meditacijska zvišana zavest, ki se sicer tudi zgodi, ampak nam je cilj več vedeti o zavesti. Ampak to je en aspekt, da nas zanima čist, kaj v resnici se v doživljanju dogaja ljudi, ki tam sedijo ure in ure in ure in ure nepremično. Tako da mi mogoče nismo, vseeno je verjetno to malo drugačno kot pa v settingu vipassane ali pa zena ali pa tako naprej. Zdaj je pa že Nina zelo dobro povedala, da sta to verjetno dve precej različni stvari. Jaz sem kar nekaj časa preživel v samostanu Vipassana v Šrilanki in v zenovskih samostanih, ampak in sem lahko tudi primerjal približno to razliko med tem, kako domačini dojemajo te prakse, pa kako zahodnjaki, ki prihajamo tja. Mi, kljub temu, da se nam zdi, da se pridemo tja prepustiti enemu učenju, imamo zelo jasne ideje in mislim, da so tudi ti, kaj so bili majorji, pa to tam pred 150 leti angleškega imperija, da so tudi oni veliko svojega dali temu, kar je potem, smo rekli, da so to recimo meditacijske, zenovske ali pa te vipassana budistične kulture. Tako da zdaj jaz ne bi dobro vedel, a je smisel tega ohranjen. Na nek način se mi zdi v redu, da se to spreminja. Se tudi skozi 2500-letno zgodovino budizma se te ideje spreminjajo in nagrajujejo. Torej, zakaj ne bi pa zdaj mi nekaj dodali še na zahodu temu? Zdaj nekateri od teh mojih, rečemo temu, učiteljev, so bili prepričani, da Zahod sploh ne šteka tega, da to, kar se na zahodu pravi, en tam v Šrilanki je rekel, and then they do these smiley faces, and then they think that this has something to do with mindfulness. Nekateri pa se jim zdi, da je to čudovito in da je to dobro, bolj ti zenovci se mi zdi, da pa je to prava smer in da itak smo vsi začetniki in tako nekako bolj v to smer. Tako da jaz ne bi hotel kaj zaključiti. Gotovo pa je kultura, to, kaj mi, to pač moja glavna ideja, s katero se jaz ukvarjam raziskovalno, je, da zavesti ne moreš preučevati, ne da bi upošteval, da način, kako ga opazuješ, bistveno prispeva k rezultatu. Torej, ne moreš je opazovati kot neko stvar tam nekje, ki jo lahko kdorkoli izmeri in bo isto stvar dobil. To, kako pogledamo, bistveno definira to, kaj vidimo. In natančno isto mislim, da je z meditacijo. To, kaj ti prineseš noter v prakso, mislim, da zelo bistveno definira to rezultate tvojega meditacijskega rečemo dela, čeprav delo je res najslabša možna beseda, prizadeva, recimo. Recimo vemo, da so te v zgodnjih časih, recimo v začetku 20. stoletja, kaj so bili teozofi, pa to, oni so imeli ta princip, da vse meditacijske prakse približno v isto smer grejo. Ta ideja, ki jo je potem New Age veselo prevzel. To je bila njihova ideja, ki je bila preden so
so res natančno raziskovali. Oni so to verjeli, ko so bili soočeni z toliko različnih, oni so imeli kar nekaj na pladnju toliko različnih teh idej, kaj se da kako se da meditirati, kako se da duhovno raziskovati. In pa so rekli, verjetno to ne more biti, da imamo mi take široke možnosti zavedanja, ali pa še ta zahodni pogled nekako nam prišepetava, en mora imeti prav. Če pa nima sam en prav, to pa pomeni, da vsi isto govorijo. Ne? Ta pluralnost je bila preveč kompleksna in so potem verjeli, da je vse eno, da vse meditacijske in duhovne prakse na koncu vodijo k enemu, kar moram reči, da moje raziskovanje tega ne potrjuje. Ne? Čeprav pa obstajajo pa zelo prepričljive knjige, ki pa to potrjujejo, tako da ne vem, bom končal tukaj. Ok, potem bi pa jaz mogoče, glede na to, kje smo časovno, povabila še v neko razpravo o bolj nekih, kaj jaz vem, konkretnih, zdaj modernih pojavih. Naprimer, za začetek, Marjeta, bi me zanimalo mogoče, kako se nekako ta dvig družbenih omrežij in te vse prisotne neke, kaj jaz vem, naše povezave, da smo vedno online, vedno dostopni na nek način, v bistvu, kako se to povezuje z družbenim v bistvu porastom osamljenosti. Najlepša hvala, Erika. A mi dovoliš sam 2 stavka, no, glede na to apropriacijo, ne, o kateri smo že začeli govoriti. Opozorili bi še na eno drugo plat tega, ne, v določenih obdobjih, v določenih kontekstih je način, kako se je to privzemalo, recimo doprineslo k nekim družbenim spremembam. Recimo, in Nina, ti si omenila hipevsko gibanje. Ne. Če pogledamo naprej, kaj se je pa pravzaprav pol s tem dogajalo, ne, pa vidimo, da kako je kapitalizem prevzel in prevzel vse to na način, da je pravzaprav pomagal ne misliti, kaj se v kapitalizmu počne. Ne. In jaz sem hotela opozoriti pravzaprav na to, ne, da recimo danes zdaj bom rekla nalašč tehnike, ne, ki nekako, ne, imajo korenine recimo, ne, v tradicijah, o katerih sta Nina in Urban govorila, da pravzaprav služijo temu, da se umaknem od sveta, ki ga ne morem razumeti in ki je obremenjujoč in tako naprej, ampak naslednji trenutek pa ne vem, s tem prispevam k svoji osebnostni rasti, kot se že govori tam od 60 let naprej, ko je humanistična psihologija začela o tem govoriti, ne, in prodajati to zelo dobro v podjetja. Ne. Skratka, kako pravzaprav tisti trenutek, takoj zatem, ko ne, delaš te poduhovljene reči, greš in pravzaprav počneš mirno vse tisto, kar sicer kao preziraš. Ne. To sem hotela, ne. Mislim, se mi zdi, da je prav, da tudi to povemo. Ne. Recimo Russell Jacobi, ki je kritiziral že pred desetletji, kritiziral to novo freudovstvo, pa pofreudovstvo v Združenih državah Amerike, je pravzaprav to imenoval kot, kako je rekel, kot načrt več občuti in manj misli. Tako da, ne, se mi zdi, da velja imeti to nekako tudi to plat, ta vidik v mislih, kadar govorimo o teh rečeh. Zdaj, to, v zvezi z to pokonektanostjo in nakonektanostjo, se mi zdi tako zelo en lep citat od Julije Kristeve, francosko-bolgarske psihoanalitičarke, ki je v nekem intervjuju že v času korone rekla, da je zgrožena nad sodobno nezmožnostjo biti sam, kar se kaže v tem, da biti sam v bistvu doživljamo kot osamljenost. Biti sam pravzaprav že kar prevedemo v osamljenost, zato pravzaprav biti sam pomeni, nosi neko tesnobo. In pravi, da ta tesnoba
pred biti sam vodi v to hiperpovezanost, ki pa pravi ni nič drugega, kot izolirano življenje pred ekrani, ki ne odpravlja osamljenosti, ampak jo pravzaprav umešča v nek varen, udoben pravzaprav prostor družbenih medijev in jo, tako kot ona pravi, zgošča v sporočila in podatke. Ampak ekrani, osamljenosti ne odpravljajo, jo zgolj absorbirajo in pravzaprav se vrača se nazaj kot tesnoba in jeza lahko. Tako da to se mi zdi, saj več o tem potem ni govorila, mi je žal, upam, da bo možnost nekje enkrat to tudi razvila in da bomo imeli možnost brati. Drugače pa ja, tako v bistvu, kot sem prej rekla, sama socialna omreženost, pa ne gre za ta dejanska, realna omrežja ali pa virtualna omrežja, pravzaprav s tem, ko postaja prostor tekmovanja, postaja seveda nekaj, kar nas ogroža. In recimo, zgublja svojo varovalno vlogo in ja, ljudje imajo sicer širok krog ljudi, ki jim lahko rečejo prijatelji, ampak je pa pravzaprav to bližino relativno težko doseči. Jaz se spomnim ene raziskave med osnovnošolkami in osnovnošolci, ki smo jo delali pred leti, to je bilo v 90-ih letih, mislim, da je bila prva polovica celo ali pa druga polovica 90-ih, ko smo jih spraševali tudi potem, a imajo po prijateljstvih, pa komu zaupajo, pa tako naprej. In ja, mislim, vsi so izjavljali, kako veliko prijateljev imajo, ampak ko smo pa spraševali, komu zaupajo, so bili pa na prvem mestu starši oziroma mama. Tako da jaz se ne čudim, da to, kar opažamo danes, ta pravzaprav neka vezanost na družino, ki jo nekateri pravzaprav povezujejo z nekim novim konzervativizmom, jaz bi rekla drugače, to je pravzaprav odpor oziroma je odgovor na ta nevarna, tekmovalna pravzaprav socialna omrežja. Mislim, pa da se razumemo, jaz tega ne obravnavam, ne razumem kot neko osebnostno lastnost ljudi. Ne, to je pravzaprav ti imperativi tekmovalnosti in konkurenčnosti, s katerimi se zelo zgodaj srečamo. Recimo, ne vem, vi imate mejne otroke. In recimo, kako zgodaj številni starši načrtujejo pravzaprav vsako otrokovo prosto uro, zato, da, mislim, malo pretiravam, zato, da bi v tem času otroku omogočili neke aktivnosti, v katerih bodo pridobili neke kompetence, ki jih bo pozneje mogoče na trgu tudi unovčiti. V bistvu to, nekako mi zdi ta imperativ tekmovanja pripelje do tega, da so med nami sicer vedno manjše razlike, ampak boji za to pa vedno večji. Konec koncev tudi mi, ki prihajamo iz univerzitetnega prostora, vidimo, kako je vsaka dejavnost, vsaka aktivnost, vse, kar počnemo, normirano. In kako se na osnovi tega ljudi pravzaprav razvršča po hierarhičnih lestvicah. Nekaj se dela formalno, nekaj se dela pa neformalno. In recimo všečki in število sledilk in sledilcev so neke neformalne zadeve, ki pa enkrat, ko si noter, nekaj pomenijo in obremenjujejo. Ne vem, če recimo, da je to. Pa mogoče je nek pojav, ki gre malo v obratno smer, ki je pa neka taka v bistvu že skoraj velika družbena problematika izolacije na Japonskem. Bi mogoče tebe povabila, Nina, če kaj poveš o temu v bistvu pojavu. Tako, torej ta pojav, ki se imenuje hikikomori,
tako se imenuje sam fenomen, hkrati pa tako imenujejo tudi posameznike in posameznice, ki se nekako za več mesecev oziroma celo tudi za več let umaknejo med 4 stene. Tako da imenujejo jih sicer tudi sodobni puščavniki, to je za en tak izraz, ki se pojavlja v številnih medijih, ampak se seveda to puščavništvo precej razlikuje od tistega, ki sem ga omenjala prej, ker samotno bivanje v puščavništvu, recimo v budizmu, je pač način življenja, ki vodi do osvoboditve in izhaja nekako iz svobodne odločitve za umik. Prav tako nekako hikikomori izhaja iz neke svobodne odločitve za izolacijo, ampak to je tako težko poimenovati neka svobodna odločitev v nekem pravem smislu, ker k temu ne vodi sama družba, ki pač peha te posameznike v pravzaprav nek tak pasivni upor sami družbi, da se pač po več celo leta ne zaprejo v svoje domove in prekinejo stike z zunanjim svetom, tako da ta pojav je bil prvič pojmovan v 80. letih, takrat se je tudi nekako bolj začel intenzivno pojavljati in sam izraz pomeni torej umakniti se, osamiti se, potegniti se vase. Ampak tukaj pri tem ne gre, če malce primerjam, zopet ne gre za neko stanje enstaze, torej nečesa, enega stanja, ki se dosega v duhovnih praksah, ki so bolj ali manj izvajane v sami in pomeni torej biti najbolj pri sebi, spoznavati sebe, kontemplirati v sebi in sebe, s čimer se odpira področje svobode, ampak tukaj bi lahko izraz hikikomori, torej potegniti se vase, osamiti se razumeli kot dobesedno zapreti se vase. Torej v kaj se zapreti? V lastno kletko. Torej gre nekako za nek tak bolj intimni zapor znotraj nekega širšega zapora družbe, ampak brez nekega cilja. Torej ne ustvarjajo, s tem se ne osvobajajo, ampak si sami ustvarjajo nek prostor, v katerem se počutijo bolj ali manj udobno, tako da slednje recimo odlično opiše avstrijsko-japonska pisateljica Milena Mičiko-Flašar v svojem odličnem romanu Klical sem ga kravata. Gotovo tudi poznate ta roman, ki upoveduje zgodbo hikikomorja. In sicer pravi, hikikomori je brez cilja, brez volje. Zataknjen je v nekem neudejanjenem prostoru, ki omogoča to, da ti ni treba sodelovati, pri čemer pa čutiš olajšanje, da ti pravzaprav nič ne treba prispevati. Tako recimo, če en kratek odlomek, 2 stavka preberem. Moj obstoj je bil v tem, da sem manjkal. Bil sem sedežna blazina, na kateri ni nihče sedel. Prostor za mizo, ki je ostal prazen, načeta sliva na krožniku, ki sem ga postavil nazaj pred vrata. V tem, ko sem manjkal, sem kršil zakon, ki zapoveduje, da moraš biti prisoten. In če si, moraš nekaj početi, nekaj doseči. In ravno to je recimo tisto, kar je že prej omenila Marjeta. Pravzaprav ta pričakovanja družbe, ker gre za tekmovalnost, torej pač pehanje za nekimi cilji in pravzaprav hikikomori je zelo kompleksen fenomen, ki je zahteven predvsem po metodološki plati. Zahteva previden pristop, je heterogen pojav, ki ga je težko univerzalizirati, torej posplošiti, podati neko splošno definicijo. Ima nepreštevno veliko izrazov. Zakaj? Ker je nepreštevno število duš in je nepreštevno število sob, v katere se zapirajo. Tako da to je precej težko postaviti neko enoznačno definicijo, kar je pa res, je pa jasen vzvod za ta pojav. Tako v množični obliki se je seveda pač, kot se je izpostavila Erika, pojavil na Japonskem in k temu nekako je prispevala celotna zgodovina pravzaprav Japonske in ta fascinanten pravzaprav razvoj v zadnjih desetletjih in pravzaprav ta nebrzdanost nekako tudi v sodobnosti ne dovoljuje postanka in ne dovoljuje neuspeha. Tako da ta izolacija izhaja iz strahu pred družbo, odnosi, torej rezultat neuspeha. In pravzaprav ta porast tega pojava oziroma posameznikov in posameznic je seveda pravzaprav res zastrašujoč. Tako da to je danes seveda postalo včasih, takrat, ko je ta pojav se začel bolj množično pojavljati, je bil deležen neke stigmatizacije, torej tudi nekih številnih stereotipov, kaj ti ljudje delajo zaprti za 4 stenami, torej nekako se jih je prilepila neka etiketa bizarnosti. Ampak od leta 2000 dalje je to obravnavano, kot si tudi sama izpostavila, kot širši družbeni problem in je dobilo pravzaprav ime, strukturo, prepoznan kot problem na državni ravni. In takrat se je začel pač nekako obravnavati kot škodljiv za celotno družbo, ne zgolj za posameznike.
Tako da ja, seveda, kot je tudi izpostavila Marjeta, seveda te tendence se pojavljajo tudi pri nas, tudi v našem pravzaprav domačem lokalnem okolju in tudi nekako sam pojav ni omejen samo na vzhodno Azijo, na jugovzhodno Azijo ali pa Azijo, ampak se kaže tudi v pravzaprav vseh državah. Tudi recimo v Indiji je nekaj teh primerov, so tudi raziskovali te indijske hikikomorje. Ampak kot so ugotovili recimo psihologi za Indijo, tam je bolj izpostavljen še en drug vidik. In eden od teh, od teh moških, ki se je osamil, pravi recimo, da Indija država, ni država, ki bi razumela osamo. Nenadoma je čudno, da želiš sam. To je pa še en drug vidik tega. Gre za to, kako pravzaprav ti družba ne dopušča, da si sam, torej da si odmeriš pravzaprav tisti svoj otok, prek katerega potem lahko nekako tudi osmišljaš svoje bivanje v družbenem. To je recimo tudi Budova ideja, ne bodi otok v sebi, ampak to ne pomeni popolne izolacije, ampak neko sidrišče svobode, prek katerega potem lahko osmišljaš svoje bivanje v družbi. To je tudi same filozofije na koncu. Filozofija je na nek način askeza, tudi recimo Foucault je tako definira, torej askeza, način življenja samim seboj, tehnologija sebstva, ki poteka nekako stran od institucije, pravzaprav por sami instituciji vodi do neke lastne preobrazbe. Seveda potem ne preobrazbe družbe sploh. Kar Urban? Ja, se mi zdi, da se v bistvu to na koncu kot ena podkev naveže na to, kar je prej Marjeta govorila, o starših, ki na nek način, zdaj bom jaz po svoje povedal, ki ne pustijo otroku, da bi se naučil biti sam sabo. In jaz čutim, da nekako smo skoraj vsi že blizu te generacije. Jaz sem bil v mladosti na televizijo veliko prilepljen, ampak in se ne naučimo biti sam. Jaz mislim, da to ni nasprotno, ampak je skoraj že čisto skupaj s tem pojavom, ki si ga zdaj opisovala. Čeprav prepostavljam, Nina, da ta pojav je povezan predvsem, ali pa si lahko privoščijo predvsem ljudje, ki so materialno preskrbljeni, ki se lahko, to me zanima, kako lahko jaz to postanem? Tako je, Urban, zelo dobro vprašanje, ker zanje se recimo tudi uveljavi izraz, da so paraziti. Ker oni so pravzaprav odvisni od svojih staršev, večinoma živijo doma, kamor jim tudi starši nastavljajo hrano, nimajo stikov oziroma odvisno seveda od vsake sobe, pa vsakega posameznika oziroma posameznika posebej. Tako da ja, recimo to parazitstvo, torej tudi ta neka stigma, da so neki zažiralci in starši in družbe, se je recimo tudi pojavile. Tako da ja, seveda so v celoti odvisni od staršev, ja. Ampak če bi enkrat, recimo za nekaj dni, vsi to naredili, bi pa to bil upor, ne? Zdaj smo kar dobro trenirali zadnje leto, ne? To je pa problem, ne? To pa je problem. Nismo vsi, ne? Ja, res je. Imaš prav, spet zdaj govorim iz vidika enega zelo ozkega družbenega sloja, se strinjam, ja, imaš prav. To, kar mene skrbi, a lahko, Erika, ja, prav, recimo to, kar se dogaja zdaj, je to omejevanje stikov, ki so to zapovedano omejevanje stikov, ima res zelo veliko plati. In ja, tudi včasih ful prav pride, kar naenkrat ni bilo treba, ne vem, se družiti s tistimi, s katerimi se nisi najraje družil, pa si se moral zaradi nekih družbenih ritualov in tako skupinskih ali kakorkoli. Ampak to, kar mene skrbi, je na tej širši družbeni ravni, je pravzaprav to, da so se ukrepi za omejevanje sprevrgali v ukrepe za omejevanje ali pa celo preprečevanje političnega združevanja in javnega izražanja mnenj in zahtev, ki početju oblasti nasprotujejo. In to je meni grozno, zaprl se javen prostor. Kaj to pomeni? Namreč to na eni strani še poglablja negotovosti, in tesnobe in tako naprej, ki jih je mogoče v enem trenutku zelo na nevaren način instrumentalizirati. Tako, pokažeš enostavno rešitev, recimo rešitev, rešili se bomo, če bomo
če se bomo odpovedali svobodi, če bomo zaprli usta tistim nergačem, ali pa če bomo izgnali, pregnali, skratka, tiste, ki ne sodijo med nas na tak ali pa drugačen način. To je tisto, kar mene skrbi. To omejevanje stikov v času korone se je pravzaprav izrabilo za še hujšo atomizacijo ljudi. In atomizacija ni nikoli. Atomizacija je zmeraj nevarna, iz različnih vidikov. Jaz bi zdajle mogoče prešla kar na vprašanja, ki so jih postavili poslušalci. Jih je vsekakor kar ene par. Pa tako bom prebrala nekako tista, ki so bila izbrana kot najbolj interesantna, potem pa kdorkoli, ki se mu zdi, da lahko na to kaj pokomentira, vas vabim, da odgovorite. Pa bi bilo na primer prvo vprašanje, kako gledate na to, da sodobna znanost ne priznava duhovne, nadčutne, religiozne vsebine? Tle je poslušalec dal primere, na primer intuicijo, telepatijo, kolektivno nezavedno. Torej, kako gledate na to nepriznavanje nekih teh vsebin in a se vam to zdi prav? Jaz lahko kaj o tem, čeprav mogoče Nina si hotela kaj, ne? Vanja, zame čas, tako da kar izvoli. Ja, pač jaz se ne bi strinjal s tem komentarjem. Sodobna znanost nič ne priznava ali pa ne priznava. To ni ideja znanosti, da bi zdala zdaj imprimatur, to obstaja, pa to ne. Res je, da nekateri znanstveniki, pa tudi nekateri komunikatorji znanosti hočejo ta vtis narediti. Znanstveno je, to pomeni, da je res. To je popolnoma nesmiselno. Znanost, vse, kar znanost lahko gotovo reče, je, kaj ima možnost biti falsificirano, torej dokazano, da ni res. To je Popper že 100 let nazaj pokazal, ali pa ne glih 100 let, skoraj 100 let nazaj, da to paše v znanost. Torej, treba je ločiti to, kar je res to srčika, bistvo znanosti, pa to, kaj nekateri preveč navdušeni, mogoče naravoslovci menijo, da je znanost pa zdaj. Torej, recimo, mi doživljamo to, ko se ukvarjamo z doživljanjem. Zdaj sem zaključil Ouroboros, vidim. Ampak nas doleti to, da rečejo, ja, če pa ne moramo v mašini zmeriti tega, da ti zdaj doživljaš neko zadnji občutek, potem tega ni, ne? Ampak to je samo do ene skrajnosti prepeljana scientizem, to ni znanost. To zato, ker smo toliko veliko odličnih stvari se znali naučiti in preveriti in raziskati z eno metodo, to ne pomeni, da je ta metoda dobra za vse povprek. In to se je nekje perverzno obrnilo, da zdaj ta metoda, torej mi rečemo naturalistična ali pa naravoslovna metoda, je zdaj dokaz, da nekaj obstaja ali pa ne obstaja. Pač za naturalistično metode, torej z nekimi statističnimi in tako naprej preverjanji, teh pojavov, nekaterih teh pojavov ne moremo videti. To ne pomeni, da jih ni in znanstveniki bi rekel, da je znanost dokazala, da tega ni. Mogoče obstajajo tudi kakšne raziskave, ki so kaj do tega dokazali, da ni. To je seveda, ampak to sta dve zelo različni stvari. Gotovo je, da kot vse ostale družbene strukture, tudi znanost je velikokrat zelo konzervativna in tako naprej, ampak znanost je edini sistem, ki ima v sebi vgrajen dvom samega vase. Na tem temelji znanost. Tako da jaz mislim, da če bi si kolega ali pa kolegica, ki je to vprašanje postavila, zmislila en zelo dober način, kako recimo sistematično preiskati kaj od tega, bi to pa bi vztrajala celo življenje v tem, pa ne bi verjetno imelo to eno šanso, da bi se objavilo in postalo bolj znanstveno. Res pa je, da so na neke statistične načine poskušali, to so bila obdobja v 70-ih, recimo 80-ih, kjer so zelo odštekane stvari delali. Poglejte si recimo, ali pa še kasneje, Princetonovski laboratorij Peer, kjer so zelo odštekane stvari poskušali najbolj resni naravoslovci, kar se da,
In nekaj časa je izgledalo zelo obetavno, potem pa niso mogli najti dobre replikacije in to je znanstveno. Ne? To ni, da je znanost zdaj rekla, tega ni, ampak tega nismo mogli replicirati. Torej, ta zgodba se je potem končala z enimi zelo, kjer so eksperimentirali, so kako z mislimi bi lahko vplivali na neke fizikalne sisteme. Ne? Pač niso, oni so to naredili, so dobili pozitivne rezultate, potem so pa prosili kot pravi znanstveniki svetovne laboratorije naj to replicirajo in replikacija se ni zgodila. In to je pač prav, da so rekli, ne, pač tega ni. Tako da jaz bi tako rekel v znanosti, ne, da znanstveniki, mogoče je bilo v 80-ih, 90-ih, ko je znanost veljala kot neka druga religija, zdaj vidimo, da ni več, ne, da je to propadlo, vsaj večinoma. Da takrat je bilo, če si rekel, znanstveno preverjeno delovanje zobne paste, potem je bilo večja verjetnost, da se okuplji. Je znanost imela nek štempelj, da reče, to je res, to ni res. Zdaj mislim, da sam še nekateri imajo to, ampak mislim, da večinoma, da tudi te iluzije ni več. Bi še katera mogoče kaj dodala? Ja, jaz mislim, da je Urban res podal tako odličen pa izčrpen odgovor, tako da... Okay. Potem imamo pa naslednje vprašanje. Kaj želijo doseči menihi, ki se popolnoma umaknejo iz družbe? Velikokrat pravimo, da je sreča in kakovostno življenje mogoče prav v dobrih odnosih z drugimi. Ja, to je pa gotovo vprašanje zame, ja. Nekako, kot sem že prej izpostavila, torej recimo pač v kontekstu budističnega meništva je samota prav tako izjemno pomemben del življenja. Torej pač znotraj meniške institucije menihi sobivajo, ampak samota je pravzaprav nekak integralni del njihovih praks. Torej, kaj se doživlja v samoti, ki jo recimo prakticirajo menihi in puščavniki. Torej, premoščanje svojega lastnega ega, nenavezanosti, strahu pred smrtjo, to je recimo nekaj zelo splošnega, kar zdaj izpostavljam. Pravzaprav samota je nek kraj, kjer lahko smo sami sabo, smo najbolj pri sebi, spoznavamo sebe in premagujemo sebe. Tako da recimo bivanje v samoti v kontekstu meniških puščavniških tradicij pravzaprav pojmovano kot duhovna praksa sama, torej presegati pravzaprav vse omejitve. Tako da bi pa tukaj še recimo poudarila, da v kontekstu meništva, torej pač v okvirih samostanov je samota seveda pač regulirana, torej z nekim svežnjem pravil s samo institucijo, medtem ko pa puščavniki bivajo samota na veliko bolj avtentičen in spontan način, ki pa seveda tudi ima določene omejitve oziroma določene izraze. Tako da ja, to je nekako en tak temeljni odgovor, zakaj. Sreča je pravzaprav v tem, srečen si lahko šele takrat, ko narediš notranjo revolucijo, potem se lahko lotiš te zunanje revolucije, notranja revolucija v spremembi sebe. In samota je recimo kraj, kjer se to lahko stori prek različnih meditacijskih praks. Ker zakaj so odhajali v samo? Zato, da so se posvečali meditacijskim praksam, ker v vrvežu družbenega je bilo recimo to nemogoče doseči, zato so pač iskali nek kraj, kamor so šli premagati sebe, ampak ja, seveda sreča je v odnosu tudi, se recimo pač tudi pri puščavnikih kaže, da to bom zdaj spet posplošila, ampak recimo se kaže pri različnih posameznikih ta ideal malce drugače, ampak kot recimo lahko zaznamo tudi v tem sodobnem puščavništvu, gre za en tak vzajemen odnos med puščavnikom pa družbo. Družba vseeno skrbi recimo za to, da nek puščavnik preživi recimo tam visoko v gorovih, da mu recimo menihi ob določenih terminih dostavijo hrano v bližino eremitaže, hkrati pa se oni vračajo v družbo, kjer nekako na osnovi nekih svojih notranjih izkustev, te svoje nenavezanosti učijo laike, torej neko laično skupnost, o tem, kako bivati kakovostnejše življenje. Tako, tak del odgovora, ja. Najlepša hvala. Potem je eno vprašanje, ki bi bilo mogoče bolj zate, Marjeta. Komercializacija meditacije, osebne rasti in podobnega. Kako je kapitalizem zagrabal ta nova gibanja in to začel izrabljati tudi za nek zaslužek? Tukaj poslušalec komentira, naprimer, da so tečaji meditacije v resnici zelo, zelo dragi. To je samo en vidik, ki mogoče sploh ni
najbolj problematičen v tem kontekstu. Meni se zdi še bolj problematično to, o čemer sem prej začela govoriti. No, to, da se pravzaprav, pa zdaj ne govorim samo o meditaciji, ampak govorim recimo o enem širšem spektru tako imenovanih kompetenc razumevanja drugega, recimo, ne vem, čustvenih kompetenc. To je od 60-ih let naprej je pravzaprav to neka praksa, ki jo podjetja predvsem za svoj menedžerski del kolektiva zelo drago plačujejo. In sicer tam se učijo, kako prepoznavati čustva in kako odgovarjati na čustva zaposlenih na način, da to ne bo pripeljalo do upora. To je tisto, kar se meni zdi, da je to tista oblika apropriacije vsega tega, kar ni nujno povezano z vzhodnimi filozofijami in tradicijami. Skratka, to se mi zdi najhujše, da v bistvu točno je temu namenjeno, da pasivizira, da konflikt ustavi, preden sploh do konflikta pride. Ni več pomembno to, kako slabe so moje delovne razmere, zaradi tega gre pač moj šef prijazen in me razume. In gre pravzaprav ta proces, ta družbeni red naprej še z večjo hitrostjo, kot se je začel. To se meni zdi tista... Je pa res, ja, si to, kar pravite, ja, pač ja. V bistvu je vse mogoče tržiti in to se dejansko počne. Tudi to je gotovo to, kar je kolegica rekla, je en absolutno nek vidik tega, kako v blago, ki se prodaja na trgu, spremeniš vse. Ja, če lahko še dodam naprej, nadaljujem to, kar je Marjeta začela. Nekaj let nazaj smo brali, zelo zanimivo v tej meditacijski literaturi, da je bil ena prav fraza mindful sniper, ker smo brali, kako je ameriška vojska uvajala mindfulness oziroma čuječnost, zato da je urla te ostrostrelce, ki so potem šli v njihove bitke in bolj čuječno lahko streljali in bolj uspešno ubijali ljudi. To je res ena ta skrajna perverzija. Čeprav jaz bi vseeno, da sem fair do vseh strani, bi rekel, da to ni samo za zahodni sistem. Da jaz ko sem bil v Šrilanki, sem videl ljudi, ki so pač prihajali tam meditirati, ker so verjeli, da bodo več denarja zaslužili domačini in tako, da jim bo to, ali pa na Kitajskem je sploh ta budistična praksa, v veliki meri neko darovanje za to, da bomo mi še več dobili. Torej, jaz mislim, da to ni samo za zahodni svet, ampak tukaj ta naša kapitalistična družba to zelo eksplicira in zelo naredi paradoksalno, na nek način grozno. Druga stvar, kjer se mi zdi, da se je zahodni svet zelo dobro ujel z nekaterimi praksami budističnimi, je ta ideja napredovanja. Ta ideja tega, da je to neka pot ali pa lestvica, po kateri ti plezaš gor. Jaz mislim, da nekateri od teh sistemov res tega niso imeli. Še posebej te poščavniške se mi zdi, ampak nekateri pa, jaz sem zelo jasno videl pri nekaterih teh duhovnih učiteljih, da govorijo o lestvici, ko prideš tja, potem tja in tako naprej. Tako da vsekakor je pa Zahod to z veseljem. Vem, da so teozofi so potem bili polni nekih stopenj in nivojev in kaj zvem kaj. Tako da ne vem, mogoče Nina, ti odkimavaš, ali se ti zdi, da smo to mi dodali, zahodnjaki?
Ja, vsekakor, ja. Aha, okej. Želela sem nekako dodati pri teh, ko govorimo pač o teh nekakšnih asimilaciji teh vzhodnih praks, kakšne so pravzaprav potem te prakse, ki se pač množično oglašujejo. Tukaj gre za ene zelo instant zadeve in ni problema, kaj recimo bi Zahod še temu dodal, ampak kaj je odvzel. Res to v bistvu in potem se to recimo ponuja ljudem v zelo prilagojeni obliki. Neke zelo preproste instant rešitve, ki potem recimo namesto da vodijo do res nekega napredka, še bolj poglabljajo stiske na koncu. Tako da, tudi, ker se res ukvarjam oziroma pač raziskujem te prakse, to so izjemno kompleksne stvari in v nekaterih tradicijah je pač celo rečeno, izpopolnjenost bomo dosegli čez mnoga življenja, ne v enem tednu, ne v enem mesecu, ampak tukaj gre za zelo resne stvari, ki so pač nekako tukaj zapakirane v lepo podobo, v lep izgled in pač seveda tudi drago prodane, ampak kar je še bolj zastrašujoče pa to, da ne vodijo do tistega, kar obljubljajo. Tako da ja, in ta hierarhija, ta hierarhičnost, postopnost, to je mogoče nekaj, kar je pač res najbolj v nasprotju z budizmom, še posebej s tem poznejšim razvojem mahajanskim budizmom, kjer je recimo ni nobene hierarhije, ni več nobene metafizike, ampak je nekako samo ta svet, samo ta trenutek, tako da ne biti v enem samem trenutku, brez kakršnega koli napredovanja pravzaprav. Tako da, ja, mislim, to so pravzaprav neke na nek način zelo problematične interpretacije, ja. Ok, to bi tle jaz še mogoče zadnje vprašanje postavila, ki je bilo tudi precej izpostavljeno in sicer, to bo bolj zate, Urban, kakšni so pozitivni vidiki fenomenološkega pristopa za družbo? Glede na to, da je vsak posameznik svet zase, nič ne ugotovimo, kar bi lahko bilo objektivnega. Ok, to skoraj vedno dobim to vprašanje. 4 minute časa. Ja, in velikokrat sem na to vprašanje odgovoril, da za anekdoto, ki ni popolnoma gotovo, je res o Faradayju, ki je tam pred tisto angleško Royal Society se igral s tistimi žičkami, pa to pa je elektriko delo in pa ga je minister vprašal, pa dragi moj Faraday, kaj bo pa koristnega za nas prišlo iz teh vaših igračkanj. In on je rekel, veste, da ne vem, ampak prepričan sem, da v nekega dne boste obdavčili to, kar jaz počnem, elektrika. In to sem včasih odgovarjal, ampak jaz sem imel imam neko nevrološko težavo, malo vestibulopapijo in zdaj se pa v zadnjega pol leta ukvarjam s tem, da ugotavljam, da je edina stvar, ker seveda nevrologija nič ne zna o tem povedati. Pove pač, da to je pač nekaj, vemo približno, da je to vermin v malih možganih, da je verjetno neka lezija, ki se sicer ne vidi, ampak nekako sklepamo, da je tam. Ampak pač to se nekaj pač je in to je to. In jaz sem ugotovil, da edina stvar, ki meni lahko tle pomaga, je, da jaz res natančno preiščem svoje doživljanje, ki so doživljena, ki so s tem povezana, torej vrtoglavice, slabosti, blurred vision in tako naprej. In res sem se v nekaj mesecih naučil s tem živeti, ali pa mogoče celo, zdaj ne vem, mi skozi poslušamo, ko se učimo nevroznanost o plastičnosti možganov, ampak skoraj nič denarja ni namenjenega v to, da bi mi raziskali, kako od znotraj s to plastičnostjo upravljati. Tako da zdaj, od danes naprej bom na to vprašanje zelo drugače odgovarjal. Jaz mislim, da če bi 1%, 100% denarja, ki ga namenimo za čudovite, ki sem jaz seveda velik fan, mašine, še posebej tiste za neinvazivno raziskovanje možganov in tako naprej, porabili za to, da bi omogočili en prostor za opazovanje, za samo raziskovanje svojega doživljanja, še posebej v teh nevroloških primerih. Jaz mislim, da mogoče pri srčnih težavah pa pri putikah mogoče to ni isto, čeprav verjetno tudi. Ampak pri nevroloških, ker zelo slabo nam gre zdravljenje nevroloških stvari, se mi zdi, da bi lahko dosegli tako ogromne rezultate, ampak zdaj je ravno zaradi tega scientizma, da mora biti neka tehnična rešitev, ali pa mora biti rešitev, ki je statistično, torej za vse. Ravno ideja kompleksnosti in plastičnosti možganov bi nam morala prišepniti, da tukaj pa mogoče moramo drugače iskati.
da kar mi lahko, fenomenologi, zdaj odgovarjam na vprašanje, kar lahko mi prispevamo, je strategija, kako se spoznati in navigirati po svoji duševnosti. In to zna včasih celo res zelo praktično koristiti. Ok. Jaz bi se rada vsem lepo zahvalila za vaše sodelovanje, za eno zelo zanimivo debato. Upam, da so tudi naši poslušalci uživali v njej. Še enkrat bi se zahvalila tudi Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ARRS, Federaciji evropskih nevroznanstvenih združenj FENS, Fundaciji Dana, Metalka mediji, Rošu, Adria Labu in drugim sponzorjem in donatorjem, ki so nam omogočili organizacijo letošnjega tedna možganov. To je bil naš zadnji dogodek, tako da se z to okroglo mizo poslavljamo tudi od letošnjega tedna možganov. Upam, da vas mogoče k sodelovanju povabimo tudi naslednje leto. Upam tudi za vse gledalce, da ste uživali in da se nam pridružite tudi naslednje leto. In vsem skupaj želim en lep večer. Nasvidenje. Ja. Ciao, dio.